Spoštovani gledalci, ustavili smo se v Zadru, ki je eno najstarejših dalmatinskih mest, ki polno živi za turizem. To je vidno na vsakem koraku, saj nas sproščeno, prijetno ozračje navdaja z energijo. Zato se odpravimo proti obali, kjer so znana sprehajališča, morske orgle in pozdrav soncu, preko katerih se ustvarja simbolična komunikacija z naravo. S trajektom smo se podali na otok Ugljan, ki je del zadarskega arhipelaga, pravzaprav v mesto Kali, ki je eno najpomembnejših ribiških središč na vzhodni obali. Naš trajekt je pristal in Dragan se je prisrčno pozdravil z Livijem, našim gostiteljem, znanim ribičem. Prikazali vam bomo nekatere skrivnosti Jadranskega morja, predvsem pa izjemen proizvodni potencial ribištva in kmetijstva s specifičnimi dalmatinskimi pridelki in njihovimi proizvodi. Imajo največjo ribiško floto na Jadranu, ker so celotne generacije povezane s pomorstvom, ribištvom in kmetijstvom. Po še zadnjih pripravah posadke smo se z ribiško ladjo podali na pot. Marikultura je močan gospodarski segment. Več kot polovico rib ter školjk na celotnem hrvaškem Jadranu vzgojijo na tem območju. Iz Kalja smo se odpravili mimo gojišč za gojenje rib in školjk, ki obsega 1 milijon kvadratnih metrov morja. Za razliko od vzreje bele ribe, ker se ribe razmnožujejo in vzgajajo v ujetništvu, pa za potrebe prehranjevanja tune lovijo plavo ribo. Zato nas predvsem zanima lov na plavo ribo. S kapitanom Zdravkom zaplujemo mimo otoka Iža in vse do konca Dugega otoka, ker smo med Dugim otokom in Kornati pripluli na odprto morje. Nastopila je noč, kapitan je izbral prostor, kjer smo se ustavili, prižgali reflektorje ter opazovali zbiranje rib na sonarju. Da se vsa mreža pravočasno potopi v morje in se potem z ulovom izvleče na krmo, potrebujejo spretno in močno posadko. Vsak je na svojem mestu, v umirjeni pripravljenosti čaka, da se prične z najpomembnejšim opravilom. Ko prvi metri mreže pretečejo skozi škripec vitla na krov, morajo ribiči mrežo sproti zlagati, tako jo bodo naslednjič spet lahko tudi z lahkoto potopili. Iz morja se že svetlika jata srdel. Nobeden ne čuti utrujenosti, čaka jih namreč še veliko dela in ulov jim daje nov zagon. Velika mrežasta zajemalka zagrabi nekaj 100 kg rib ter jih prenaša v shrambo z ohlajeno morsko vodo. Ko je shramba polna, napolnijo še 4 velike plastične posode, saj je ulov zares obilen. Mrežo dvignejo na krov, ribiči se umijejo, operejo tudi ladjo, jata galebov pa se pripravlja na pojedino. Prebuja se jutro, oglje žari in žar z ribami je pripravljen. Videti so slastno. Med vračanjem v Kali se do sitega najemo svežih sardel. Za ribiče je končan še en delovni dan oziroma noč. Morje je njihovo, tu so srečni in svobodni, vse dokler je dovolj rib. Pa se odpravimo k Liviju, da nam pokaže, kako se soli, marinira in filetira ribe. Največja gurmanska umetnost pa je filete povezati z drugimi sadeži, ker kuharske ideje nimajo meja. Lep primer tipične plavorepe tune, ki živi v Mediteranu. Pa poglejmo, kako se filetira tuna, težka 150 kg. Tune živijo v bolj toplih morjih in lahko dosežejo precejšno težo tudi do 700 kg. Meso je kosmičasto, toda čvrsto, s posebno aromo, ki jo povzročajo olja, na katerih je ta riba zelo bogata. Najboljši kosi se uporabljajo za stejk, ki mora biti rdeče do temno rdeče barve. Ostale dele pa predelajo v konzerve.
Zaradi velikega povpraševanja je ogrožena vrsta, zato jo večinoma gojijo. Vse te dobrote, ki jih daje narava v tem okolju, bo Dragan pripravil za večerjo za svoje prijatelje. Vabljeni na morsko-mediteranski kulinarični tobogan. Začeli smo s hladnimi predjedmi, kot so marinirani brancin, fileji tune, hobotnica, inčuni in drugi morski sadeži, posušeni paradižniki, olive z mandeljni, paprika polnjena s feta sirom, šampinjoni polnjeni z mladim kravjim sirom, pečene slive in druge dobrote, značilne za Mediteran. V kuhinji je pripravil tatarec, tuno narezal na majhne koščke, dodal limono, začimbe in olivno olje ter popečeno rukolo. Naslednja jed bo tunin steak na žaru za mediteransko zelenjavo in rezanci s tuno. Kose mesa ne smemo oprati z vodo, temveč samo popivnati z opojnim papirjem. Pečemo na grilu 2 minuti na vsaki strani, če pa ga dušimo ali cvremo, je dovolj 10 do 15 minut. Dragan je goste presenetil z izbranim menijem, katerega sestavine obljubljajo pravo dogodivščino ter enkratno gastronomsko doživetje. Mediteranska hrana je bogata na vitaminu C, karotenih, vitaminu E ter omega-3 maščobah in je model za zdravo prehrano in dolgo življenje. Rdeče vino, ki je bogato na polifenolih, pa je eden najmočnejših antioksidantov in je nepogrešljiv sestavni del obroka. Na zdravje!